Mesec november se vsako leto prične s spominom na mrtve. V krščanskem izročilu je ta dan posvečen vsem svetnikom, uvedel pa ga je papež Bonifacij IV. V 6. stoletju. Sekularna različica tega praznika je v času socializma dobila ime Dan spomina na mrtve. Slednji z imenom sicer vzpostavlja odnos do vseh umrlih, toda ta odnos se je skozi čas spreminjal. O tem smo spregovorili z antropologinjo in folkloristko dr. Mirjam Mencej iz Filozofske fakultete v Ljubljani. V predmodernih evropskih skupnostih so bili ti odnosi z mrtvimi. Zdaj seveda smrt in mrtvi sta do neke mere tudi različni vprašanji, tako mogoče se najprej osredotočim na mrtve. Torej ta odnos med živimi in mrtvimi je bil zelo intenziven. Mrtvi so bili ves čas nekako del skupnosti, so veljali oziroma so bili razumljeni kot neke vrste starostna skupina. Skratka, imeli so aktivno vlogo velikokrat, praviloma v nekih, recimo teh tradicijskih skupnosti predmoderni dobi. To pomeni, da so imeli ljudje odnose z njimi, ki so bili do neke mere ritualizirani, predvsem so čutili eno tako zelo močno odgovornost oziroma močno dolžnost do mrtvih. To pomeni, da so morali v zameno za to, ker so oni dobili od mrtvih ime, identiteto, lastnino, predvsem lastnina je tukaj igrala ključno vlogo, so čutili veliko dolžnost do tega, da to na nek način recipročno povrnejo. Se pravi, skozi molitve, skozi plačevanje, recimo maš, potem znotraj cerkve, skozi skrb za grobove in tako naprej. In ta recipročnost je bila zelo poudarjena. Če ni bila zadovoljena v dovoljšni meri, so se mrtvi takoj začeli oglašati, so kaznovali žive, so jih opominjali na napake, so zahtevali, da opravijo to svojo dolžnost. Nekako, torej najprej seveda že s protestantizmom, ki prekine vse odnose z mrtvimi in tudi je mnenja, da nobene molitve ne pomagajo več mrtvim v nekem trenutku, ko umrejo, v 17. stoletju, skratka, predvsem pa potem z razsvetljenstvom. Pride pa do ene velike spremembe, skratka, ta racionalna paradigma, znanstvena paradigma, ki jo razsvetljenstvo uveljavi, prekinja vse odnose z mrtvimi. Skratka, mrtvi na nek način, oziroma njihova aktivna vloga, pa recimo duhovi, če želite, v izraz, ki ga recimo v nekem popularnem diskurzu uporabljamo, so zdaj prestavljeni v psiho. Torej niso več del neke empirične realnosti ljudi, vsaj načeloma ne, to, kar so bili nekoč, ampak zdaj začnejo veljati za neke psihične produkte, za nekaj, kar se dogaja v naši glavi, se pravi, so naša lahko halucinacija, iluzija, nekaj, kar si domišljamo, v končni fazi nekaj, kar lahko kaže na neko psihopatologijo, na neke psihične bolezni in tako naprej. Skratka, pride do tega velikega premika. Sprememba v odnosu do mrtvih se preko materialistične znanosti odraža v dominantni ontologiji, ki na Zahodu danes ne dovoljuje možnosti, da mrtvi obstajajo, da se vračajo in da ljudje z njimi komunicirajo. To je sicer lepa teorija, bom rekla, pa nekako neka taka, vsekakor dominantna ontologija, dominantna paradigma, ki je v današnjem svetu prevladujoča. Ampak v praksi vemo, da mnogi ljudje dejansko govorijo o izkušnjah z mrtvimi ali pa o izkušnjah, morda ne samo z mrtvimi, ki jih poznajo, tudi z tem, kar bi rekli, res duhovi neznanih ljudi, ki so lahko prijetne ali pa neprijetne izkušnje. Recimo mnoge raziskave, ankete javnega mnenja kažejo na pravzaprav velik porast tovrstnih predstav, tovrstnih izkušenj. Recimo ameriški, če dam zdaj Amerika, ker nekako vedno prinaša neke novosti, tudi naše življenje, recimo kažejo te ankete od 70 let pa do začetka 21. stoletja, da je porast odstotek ljudi, ki govorijo, da imajo izkušnje, ki verjamejo v duhove in tako naprej, od približno 25 do 50% danes. Tako da to je pa že kar velik procent.
No in seveda, mislim, načini, kako mi danes doživljamo mrtve, so seveda lahko zelo različni. Recimo v Ameriki, po zahodnji Evropi tudi do neke mere, spet se mi zdi, bi rekla, no, da prednjači, seveda tukaj Amerika, se nekako v 90-ih letih začne zelo intenzivno zbirati in raziskovati in govoriti in pisati in vstopajo v medije poročila o nekih osebnih izkušnjah z svojimi, recimo, sorodniki ali pa bližnjimi prijatelji, znanci in tako naprej. Torej, to, kar je v začetni fazi še imenovano, zlasti povezujejo z žalovanjem, tem obdobjem po smrti, se pravi, govorijo o nekih bereavement hallucinations, skratka, halucinacijah, ki so vezane na to obdobje žalovanja. V novejšem času govorijo, se je ta diskurz že spremenil, govorijo o posmrtni komunikaciji. Skratka, in to postaja vedno bolj nekako del ali vstopa v neko dominanten diskurs. Tudi recimo zdravniki, zanimivo, medicinske sestre, zaposleni v hospicih, precej aktivno sodelujejo tukaj. Te izkušnje z mrtvimi, ki jih opisujejo, zlasti, se pravi, da gre tukaj za neke bolj pomembne mrtve, za tiste, ki so mrtve, ki so bili pomembni za ljudi, ki so preživeli. Ti ljudje so prikazani oziroma govorijo izkušnje o tem, kako se pojavljajo kot v svoji mogoče nekako najlepši podobi, zdravi, lepi, mladi. To, kar je seveda v skladu z neko kulturo zahodno, ki propagira lepoto, mladost in zdravje in tako naprej. Praviloma so to mrtvi, ki nastopajo v neki svoji najboljši različici sebe. To pomeni, so odpuščujoči, so razumevajoči, so ljubeči. Skratka, ljudje, ki morda v življenju niso bili deležni takšnih staršev, so zdaj nekako se srečujejo s starši, ki jih absolutno sprejemajo, ki niso kritični, ki so skratka absolutno pozitivni. In kot bi nekako bili deležni neke psihoterapije še po smrti. Se pravi, to, kar nekako že danes postaja del vsakdanjega življenja za večino ljudi na zahodu. Neka konstantna psihoterapija se ta nadaljuje še po smrti. Tako da pridejo nekako, dosežejo ta, bi rekla, ta psihološki razvoj do svojega najboljšega jaza še po smrti. Tako da to so načeloma zelo pozitivne izkušnje. Potem recimo ena oblika, ki se danes zelo pogosto pojavlja, so mrtvi kot angeli. To je nekaj, kar nekateri raziskovalci razumejo kot ena posledica te protestantske ločnice med mrtvimi in živimi, kjer komunikacija ni možna in edino, kar lahko počnemo, je, da se jih spominjamo. Ne moramo več skrbeti za njih, oziroma nima smisla, da skrbimo za njih, ker ne rabijo naše skrbi. Ampak se jih pa spominjamo in to spominjanje počasi, zdaj ne bom šla celo zgodovino tega razvoja, ampak nekako pripelje do tega, da se mrtvi razume ne samo kot neka večna duša, ki je zdaj tam gor nekje v nebesih ali pa pač kjerkoli je, ampak postane v navezavi na to dolgoživost, ki nas čaka nek angel. Angeli pa seveda lahko komunicirajo med svetovoma in angel, ki skrbi spet za nas, ki nas vodi in s katerim se bomo nekoč lahko predvidoma združili. To je zlasti aktualno, zato ker mi smo vedno dlje živi. Skratka, to je prejšnje stoletje, morda prvo stoletje, v kateri niso bili so smrti nastopile v zgodnji otroški dobi, že pogosto ali pa recimo porodu, ampak šele v starosti. In seveda zdaj, ko nekdo izgubi partnerja, si lahko predstavlja, da mogoče čez par let bo tudi sam umrl. Skratka, obstaja zdaj ta ideja, da se bosta združila nekoč. Do tistega trenutka, ko bo prišlo do te ponovne združitve, pa mrtve pogosto vidimo res kot neke angele, ki nas zdaj čuvajo. Skratka, ta ideja angelov je vedno, da komunicirajo med tem in onim svetom. Odnos do umrlih, ki ni skladen s prevladujočo ontologijo, je po drugi strani zelo pogosto tematiziran v popularni kulturi, kjer je prikazan v obliki fantastičnih srečanj med živimi in umrlimi. Če začnemo s tem filmom Duh, pa potem Šesti čut, ki so zelo zanimivi filmi, z mnogih vidikov spet kažejo,
kako vedno bolj so nam ti mrtvi blizu, ali pa mnoge serije, no, da ne bom zdaj naštevala vseh hollywoodskih serij, ne, vidimo, da vedno bolj temeljijo na tej ideji duhov, ki so na nek način povezani z nami. Potem seveda mnoge razstave, no, to so zdaj govorim pa o truplih, mogoče razstave mrtvih teles, ne, temačni turizem, ne, da se obiskuje torej mesta, kjer je prišlo do nekih groznih pokolov, masakrov, holokaust in tako naprej. Pa mogoče tudi seveda, recimo na Zahodu je to zelo popularno, pri nas se še ni začelo, ne, recimo razni te ghost tours, se pravi te poti, kjer te vodijo razni vodiči od ene do druge točke, kjer ne bi se pojavljali duhovi, ne, in seveda tukaj tudi znotraj pričakujejo tvojo lastno izkušnjo in to izkušnjo udeležencev teh poti po točkah duhov, ali kako bi rekla, ne, nekako potem spet ukorporirajo v svoje vodstvo, v nadaljnih vodstvih, no, ukorporirajo te izkušnje posameznikov in tako naprej. Skratka, obstaja mnogo načinov, kako so danes mrtvi prisotni v našem življenju. Ena od ključnih razlik odnosa do mrtvih v predmoderni dobi in danes je ravno v tem, da sodobni odnos do mrtvih ne vključuje recipročnosti. Nekoč se je komuniciralo z mrtvimi zato, ker je moralo obstajati ravnovesje med tem in onim svetom. Ne? Če ti je mrtvi dal nekaj, si moral to na nek način povrniti. Te recipročnosti danes ni več na ta način. Vsaj če govorimo o nekem Zahodu, nekem tem, kaj bi rekla, postmoderni družbi. Mi dobivamo od mrtvih, predvsem mrtvi so danes neki naši vodiči, nekdo, ki nas čuva, ki nas varuje, so naši angeli varuhi in tako naprej. Nam pomagajo, nam dajo nasvete. Nič ne potrebujejo v zameno za to. Mi nismo nič dolžni. Poleg tega, recimo, v nasprotju spet, če tam primerjavo z neko tako predmoderno družbo, ki se mimogrede še vedno marsikje ohranja tudi na ta način, ampak recimo, da je nekako tipično predstavljena v tem obdobju, so mrtvi lahko tudi strašljivi, so nevarni, se vračajo zato, da te opomnejo, da te okarajo, da te posvarijo, da ti naredijo morda nesreče. Mnogokrat mrtvi povzročijo nesreče kot neko posledico tvojih nepravilnih dejanj. Tega spet ni. Te bi rekla, takšne problematične duhove mi danes mirno ignoriramo. Se osredotočamo predvsem na tiste, ki so nam na nek način, ki nam bolj pašejo, ki so nam bolj všeč, ki so nekako, s katerimi smo bolj zadovoljni. Torej ni več te neke recipročnosti. In poleg tega, to, česar še ne najdemo, recimo danes je, saj ne na ta način, so ti ritualizirani odnosi, ki so veljali nekoč za odnose med živimi in mrtvimi. Torej obstali so neki določeni rituali, določene prakse. Danes v bistvu vsak lahko nekako vzame iz vseh možnih vetrov nekaj, kar njemu osebno spet paše in si sestavi nek zasebni ritual. Seveda to je zelo povezano z tem individualizirano družbo, v kateri živimo. To, kar govorijo pick and mix religion. Skratka, vzameš nekaj od tam, od tukaj in potem zmešaš nekaj, kar seveda tebi ustreza. Tako da seveda naša komunikacija z mrtvimi danes je drugačna, kot nekoč, ampak vedno bolj pa lahko rečemo, da se kaže ta prisotnost mrtvih, za katero se je dolgo časa menilo oziroma je veljalo, da ne obstaja, da danes živimo v neki racionalni družbi, kjer tega ne potrebujemo oziroma kjer nihče več ne verjame v duhove. To se je skratka nekje, bi rekla, tam od 90-ih let, 80-ih let, mogoče konec 80-ih let 20. stoletja pa do danes zelo spremenilo. Pomemben aspekt dominantne paradigme o umrlih je predpostavka, da je verjetje v to, da se mrtvi vračajo in da nekateri z njimi komunicirajo, neracionalno. Ali lahko res govorimo o tem, da tega vmes ni bilo, ali se je samo potlačilo in skrilo? Ja, absolutno. Mislim, ta dominantna paradigma res od razsvetljenstva dalje, da smo mi racionalna bitja, da so torej duhovi res samo neki naši psihični produkti. To je bilo tako prevladujoče, da so bili ti glasovi dejansko utišani. Ali pa se je to
kako bi rekla, nekako zreduciralo na neke izraze nekih verovanj ljudi, ki še niso zares dovolj racionalni, nek otok iracionalnosti, recimo, če so naleteli raziskovalci na neko komunikacijo z mrtvimi ali pa o tem, kar so ljudje govorili kot o duhovih. Aha, ne, tu gre za neko kognitivno napako, tukaj so ljudje še živijo na vasi, recimo, pa še niso čisto dobro racionalizirani, ali kako bi rekla, nekako se ukulturirali v to našo sodobno paradigmo, ne. Skratka, ta dominantna paradigma je bila tako zelo močna, tako zelo dominantna, da dejansko smo tudi med raziskovalci, a ne, se je to na nek način preslišalo, oziroma so se raziskovalci poslušali nekako distancirati od takšnih verovanj. Seveda, ne, recimo mi antropologi, folkloristi smo nekako navajeni, da spoštljivo delamo z našimi sogovorniki, ne? Ampak vendar ne, so načini, kako se ti zelo spodobno lahko distanciraš, a ne. Že dejstvo, da govoriš, aha, oni verjamejo v duhove, že ta verjetje implicira, da gre za neko kognitivno napako, ne? Nekaj, kar nekako očitno ljudje ne znajo čisto dobro stvari še povezati, ali pa postaviš nekako stvari v preteklost, ne, nekoč so verjeli in tako naprej, a ne. Šele zdaj, mogoče res v 21. stoletju prihaja, oziroma vedno več raziskovalcev, ne, opaža, da ljudje torej verjamejo, nam rekla še vedno, ne, ker to pač vedno znova, to ni zdaj znak še vedno, to spet implicira, kot da nekaj umira ali pa nekaj izginja. V resnici ne, ne. V resnici je še v veliki meri ves čas prisotno, samo nekako podtalno, pritlehno, ne. Ali pa recimo konec koncev imamo tudi, ne samo med recimo prebivalci na vasi, ki se jih je dolgo časa razumelo kot neke vrste, ne, ljudi, ki so še ohranjali neki prežitki iz preteklosti. V 19. stoletju spiritualizem, ne, kjer se je aktivno klicalo mrtve. To je seveda v navezavi na romantiko, ne, in to predstavo o smrti drugega, ki postaja še bolj boleča kot lastna smrt, ampak takrat se je aktivno klicalo mrtve skozi takšne spiritualistične seanse s pomočjo medijev, ne. Tako da seveda obstajali so vedno, očitno so obstajali, ne, in še vedno obstajajo ljudje, ki imajo odnose z mrtvimi, ki imajo tovrstne izkušnje, na kakršenkoli že način jih doživljajo, ne, ampak ja, nekako so bili vsi ti glasovi, te izkušnje na nek način utišani oziroma reducirani na neko idejo verovanja ali pa vraževerja, kot so rekli, ne, ali pa, kot sem rekla prej, lahko nekih psihopatologije, nekih halucinacij, iluzij, psihičnih bolezni, kakorkoli že, ne, ali pa neke mogoče ekstravagantnosti, ja, preprosto. Kljub temu, da prevladujoči diskurz pripovedi o izkušnjah komuniciranja z umrlimi postavlja v kategorijo verovanja ali psihopatologij, je tovrstnih zapisanih pripovedi v zadnjih časih ponovno vedno več, poroča antropologinja. Ali to pomeni, da se s tem spreminja tudi naš odnos do smrti? Ja, verjetno do neke mere je povezana, ne. Kot sem rekla, recimo, če gledamo čisto te tipične po Ariesu, ne, neke faze različnih odnosov do smrti, ki je bilo seveda vedno povezan tudi z nekimi socialnimi, ekonomskimi, političnimi, kulturnimi in drugimi konteksti, ne, v katerem je nastopalo. Vidimo, da je nekako od srednjega veka, kjer je fokus na moji smrti, a ne, torej mene skrbi, ali bom končal v peklu ali bom končal v nebesih, pa potem s tem mogoče sekularnim, renesančnim obratom, kjer me začne bolj skrbeti, kakšna bo moja, kaj bo ostalo po moji smrti v tem življenju, a ne. Gremo sčasoma, a ne, do tega fokusa, ki sem prej omenjala, na tvoji smrti, se pravi na smrti bližnjega, kjer postane mogoče še bolj boleča točka kakor lastna smrt, a ne. In potem nekako naj bi počasi to navezali na romantiko, a ne, torej mrtvi živijo naprej v naših srcih, postanejo neke večne duše, a ne, in tako naprej. Tam gor nekje, a ne, preživijo, skratka, ljubezen je večna, skratka, oni preživijo pač na ta način. In potem pridemo nekako do 20. stoletja, kjer načeloma, ne, mrtvi počasi izginjajo iz naše te sfere, vsaj tako
tako raziskovalci ugotavljajo, ne, torej so umaknjeni v razne institucije, smrt je medikalizirana, institucionalizirana, tehnologizirana, skratka, ne, nekako so umaknjeni iz našega pogleda, ne. No, zdaj v zadnji fazi, recimo v 21. stoletju, pa že mnogi raziskovalci ugotavljajo tudi, da je ta smrt vedno bolj prisotna, ne, danes. Recimo Jakobsen, en tak raziskovalec smrti, govori o spektakularni smrti, ne. Danes imamo to, kar sem prej omenjala, že dejansko smrt je razstavljena, imamo razstave teles, imamo v popularni kulturi zelo prisotno, skratka, govori se o tem, ne, vedno več. Smrt torej danes ni več tabu. Govoriti, da je smrt tabu, se pravzaprav prej pokaže kot problematično. Evo, vi me zdaj intervjuvate na to temo. Se pravi, očitno ni čisto tabuirana tema, ne? In teh pozivov za intervjuje je seveda veliko, ne? Smrt je vsakič znova, no, če drugače ne pa za 1. novembra zelo aktualna. Ni več tako, da se o smrti ne bi pogovarjala, ne? Obstaja pravzaprav, ne, obstajajo popularne serije, kot je ta 6 Feet Under, ne, kjer govorijo prav o pogrebnih zavodih in tako naprej, kako se trupla balzamira. Vse to postaja del naše realnosti, ne. Seveda, po drugi strani je vprašanje, koliko, ne, kot tudi Jakobsen sam ugotavlja, ne, koliko pa to zares še ne zaostri mogoče problematike naše intimnega doživljanja smrti, ne. Hkrati pa mogoče treba povedati še to, da je v resnici ta diskurs o tabuju smrti, zlasti v kontekstu tega, da je to ovira za neko dobro smrt, se pravi smrt, ki jo človek je sposoben sprejeti, ne, ki se ne boji, ki torej je nekako sprejema, kako bi rekla, z odprtimi rokami, ker je pomirjen s seboj in svetom in svojo družino in svojimi znanci in prijatelji, ne, da je ta diskurs se začel razvijati, kot je pokazala neka raziskovalka v Ameriki, v tistem trenutku, ko je umiranje in smrt, ko sta stopila iz neke zasebne sfere v javno sfero. Naenkrat je bilo zdaj pač, ljudje niso več umirali doma, so umirali v bolnicah, naenkrat je bilo teh mrtvih teles, oziroma umirajočih teles, predvsem ne mrtvih, se upravičujem, ampak umirajočih ljudi preveč, ne. In zdaj je bilo treba, namesto da se jim nedogled podaljšuje življenje, ne, če zelo direktno rečemo, ne, in kar seveda stane, je bilo treba nekako priskrbeti neke domove ali pa neke institucije, kjer bi lahko v miru umirali, ne. Hospice, to je bilo dejansko obdobje, ko so se hospici začeli uveljavljati. Če se ne motim, bilo to nekje v 60. letih, približno v Ameriki, a ne. In seveda pogoj za to, da gre nekdo v hospic in tam čaka na svojo smrt in da njegova družina, a ne, seveda to sprejme, je to, da dejansko sprejmeš svojo lastno smrt, a ne. In to je obdobje, ko se začne govoriti ko se začne problematizirati, a ne, diskurs o tabuju smrti. Skratka, ko se začne poudarjati, da v naši družbi velja ta tabu in da ga je treba preseči, a ne. Tako da, ja, te stvari niso vedno čisto nedolžne. V okviru sodobne znanosti se z odnosom do umrlih ukvarja folkloristika. Še zelo tako postavim neke predalčke tam, kjer morda ti predalčki niso tako zelo trdno zamejeni, a ne, bi rekla tako, ne, da na eni strani imamo folkloristiko, torej folkloristi, jaz sama se recimo identificiram kot folkloristka, so se vedno ukvarjali oziroma so naleteli ob svojem terenskem delu med ljudmi, a ne, ki je bil dolgo časa usmerjen predvsem v vaške skupnosti, a ne, morda šele tam nekje od 60. let dalje se usmerjajo tudi v neke bolj urbana središča, ali pa tudi morda že deloma prej, ampak vedno je bil fokus pač na nekih vaških skupnostih, so seveda pogosto naleteli, no, to je bila ena taka najpogostejša kategorija pripovedi o izkušnjah ljudi z mrtvimi, z duhovi, a ne. Tako da to je bilo ves čas prisotno v folkloristiki. No, kasneje so recimo se usmerjali tudi v
vlogo pripovedi o mrtvih, o duhovih, recimo v nekih skupinah, kot so profesionalne skupine, recimo med varnostniki so te zgodbe pogosto razširjene, ker so pač ponoči sami v določenih institucijah. Potem recimo med mladostniki kot nek preizkus poguma v času odraščanja in tako naprej. Pokazali so, kako se recimo lahko etnična skupnost nekako naredi, pokaže kot, kako bi rekla, v neki negativni luči, no, bi rekla, kako se jih naredi za druge, ne. Torej, mrtvi, ki se povampirijo, povolkodlačijo, ki se vračajo kot neki nečisti duhovi, so praviloma mrtvi iz druge etnične skupnosti, tam, kjer so neka trenja, ne, med etničnimi skupnostmi. To je zelo tipično. Recimo, jaz sem v Bosni tudi to raziskovala, v Grčiji so pokazali med Turki, na Balkanu posod muslimani, ne, to vlogo, ali pa ponekod Judi, ne, tipično in tako naprej. Skratka, ampak to, kar je mogoče za folkloristiko značilno, je seveda, da so se osredotočali na pripovedi, na zgodbe, nas so zanimale predvsem zgodbe kot take, a ne, da so se osredotočili praviloma na neke skupnosti, ne pa na posameznike, a ne. In še eno zanimivo zadevo, ki jo pa moram poudariti, so pa folkloristi zelo lepo pokazali, to je pa ta vidik zgodb o duhovih, ki kaže na to, da se duhovi pojavljajo zlasti, kadar pride do nekih prelomov, nekih norm, do nekih kulturnih sprememb, ki jih ljudje nekako ne zmorejo še čisto povsem sprejeti. Skratka, ko pride do neke napake v sistemu, ne, na nek način. V 90. letih so se za duhove začeli zanimati sociologi, zgodovinarji in deloma antropologi, ki so raziskovali duhove iz širšega družbenega vidika s poudarkom na njihovi družbeni vlogi. In so ugotavljali, da imamo torej duhove tipično povezane z nekimi nerazrešenimi preteklostmi, a ne, z nekimi dogodki, ki so bolj negativni, a ne, ki nekako še vedno strašijo našo sedanjost, a ne, pa si jih nismo čisto še priznali, a ne, recimo zlasti gre za kakšne nasilne dogodke, vojne, holokavst, masakre, genocidi in tako naprej, a ne. Ali pa recimo, na primer v Ameriki, suženjstvo, kolonialna preteklost, oziroma pač preteklost je tudi sedanjost do neke mere, ampak vendar ne, tukaj duhovi so osredotočeni na neko preteklost, potem na civilno vojno v Ameriki in tako naprej. Raziskovalci v 90. letih duhove prepoznajo kot nekakšne simbole oziroma metafore nerazrešene preteklosti, ki so opozarjali na določene nevralgične točke, ki jih je potrebno razrešiti ali so bile potisnjene v preteklost. Duhovi zanje predstavljajo socialne in družbene figure. Duhovi predstavljajo neke simbole, metafore, nekih takih problemov, a ne, družbenih, ki očitno niso bili razrešeni. Točke, kjer straši postanejo točke spomina. Duhovi opozarjajo na neke krivice, ki so se dogajale ljudem, a ne. To so recimo pokazali za vietnamsko vojno ali pa v Koreji, ki je prišlo do nekega masakra na Otoku, ne. Recimo, kako se te duhovi, torej mrtvih, ki so nekako na napačni strani zgodovine, ne, prihajajo na plan ali pa se kažejo lahko ali skozi neke šamanistične prakse, kjer začnejo govoriti svojo zgodbo, skozi neke lokacije, kjer se razširja zgodba, da straši, ne, ali pa skratka na različne načine še, no. Jaz sem recimo pokazala, kako v Srebrenici po tem genocidu, ne, kjer v bistvu še vedno ni priznan kot genocid strani Srbov, bosanskih Srbov, ne, muslimani, oziroma Bošnjaki, tamkajšnji, govorijo o zgodbah svojih mrtvih, ki se oglašajo. Obsežen sklop raziskav iz 90. let predstavljajo študije žalovanja. V njem sodelujejo predvsem psihologi, psihiatri, psihoterapevti in gerontologi, ki se v svojem raziskovanju fokusirajo na posameznika. V 90-ih nekako predstavijo nek nov model žalovanja, ki je drugačen od tega, ki je bil sicer nasploh dominanten, a ne. Freud
po Freudu se je nekako prevzelo to idejo, da je treba z mrtvimi prekiniti po nekem določenem času, navezati nove stike, recimo nekaj pol leta, 1 leto, zdaj dobro, to obdobje ni povsem definirano, ampak ne, skratka, po nekem doglednem času naj bi živi prekinili odnose z mrtvimi in se usmerili v odnose z drugimi, ne. Ta model pa v bistvu nasprotno, torej model, ki mu rečejo continuing bonds, torej nadaljujoči se odnosi ali odnosi, ki naj bi se nadaljevali z mrtvimi, a ne, v taki ali drugačni obliki, trdijo, da pravzaprav pomagajo žalujočim, a ne, da ne gre za neko patološko žalovanje nujno, ampak da dejansko pomagajo ohraniti ljudem, ki so v nekem trenutku izgubili svojega mrtvega, pomembnega mrtvega, ne, in pomagajo ohraniti identiteto oziroma integriteto, premagati to obdobje žalovanja takoj po smrti in tako naprej, a ne. Skratka, depatologizirajo, a ne, te izkušnje. Te izkušnje zdaj oni opisujejo na različne načine, to so lahko ali občutenje prisotnosti mrtvega, neka taka, ne veš čisto kako, ampak čutiš, da je prisoten. Včasih gre dejansko za neke vidne, slušne, čutne zaznave mrtvega, ga vidijo, ga slišijo, ga včasih zavohajo, ali pa kako, ne, recimo, kakšen parfum, ki ga je uporabljal. Lahko gre za čisto neko zavestno inkorporacijo nekih vrednot, ali pa karakteristik umrlega, ali pa občutek, da mrtvi vplivajo na tebe na tak ali drugačen način, a ne. Vse te različne oblike nadaljne komunikacije z mrtvimi upoštevajo tukaj, no, in se pravi, na nek način jih depatologizirajo. Pokažejo, da imajo v resnici neko terapevtsko vrednost lahko za preživelega. Da je vprašanje odnosa do umrlih vse bolj družbeno aktualno, dokazuje tudi projekt z naslovom Vloga mrtvih v življenju posameznika v sodobni družbi, ki ga financira Evropski raziskovalni svet za uveljavljene raziskovalce. Projekt se je pričel letos septembra, potekal bo 5 let, v njem pa sodeluje 10 raziskovalcev, večinoma antropologov. Nas zanima torej generalno bi radi ugotovili, ne, kakšna je vloga mrtvih, brez nekih redukcij na določene kategorije mrtvih, brez redukcij na določene kategorije posameznikov, v življenju katerih igrajo mrtvi neko vlogo. Skratka, kakšna je vloga teh mrtvih v življenju posameznikov danes, a ne. S tem, da seveda se ne bomo osredotočili samo na posameznika kot neko izolirano entiteto, ampak bomo gledali na to vlogo torej v življenju posameznika, torej kako vplivajo na njegove vrednote, predstave, vedenje in tako naprej, ampak tudi kako vplivajo na njegovo delovanje, na delovanje posameznika znotraj recimo neke manjše skupine, v nekih odnosih z drugimi, a ne, in seveda tudi znotraj neke širše etnične, socialne, nekega širšega, no, socialnega konteksta. Cilj projekta je doseči celovito razumevanje vloge mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. Namesto da bi izkušnje posameznikov z mrtvimi razumeli zgolj kot izraze ljudskega verovanja ali simbole in metafore kulturnih in družbenih problemov in sprememb, bodo mrtve v projektu obravnavali kot aktivne akterje v odnosih med posamezniki in širšimi družbenimi in kulturnimi procesi. Glede na to, ne, da so dosedanje raziskave tudi pokazale, da so v resnici mrtvi kot neki duhovi ali pa v kakršnikoli obliki, se tudi lahko jih razumemo kot spomin, kot truplo, ki ima nek vpliv na nas, kakorkoli, ampak pokazale so raziskave, da so predvsem pogoste takšne izkušnje, kadar pride do neke krize. To je lahko zdaj neka osebna kriza, a ne, recimo ti umre neka bližnja oseba, lahko je to kriza znotraj neke kulture, a ne, pride do nekih sprememb, kot sem rekla, ne, ker so zlasti folkloristi pokazali, a ne, nekih sprememb kulture, vrednot, nekih idej, normativov, morale, če želite, a ne. Ali pa lahko pride do neke spremembe na nekem širšem socialnem nivoju, lahko pride do nekih političnih, ekonomskih sprememb, ne, ali pa nekih takšnih dogodkov, kot so vojna, masakr, nekaj, kar spet v temelju zamaje družbo. Skratka, to, kar ugotavljam iz dosedanjih raziskav, je predvsem
da je kriza tista, ne, neka taka kritična situacija, nek prelom, neka sprememba je tisto, kjer se najbolj pokaže res lahko delovanje mrtvih v življenju živih. Posameznikov odnos do smrti je druga plat odnosa do življenja, pravijo. Če torej sodimo po psihološkem ustroju sodobnega zahodnega človeka, se zdi, da ves čas hitimo proti koncu, obenem pa se ga ves čas bojimo in si s pomočjo tehnologije življenje podaljšujemo. Morda pa spremembe v odnosu do umrlih nakazujejo, da se kot družba vendarle poskušamo ponovno povezati tudi z lastno minljivostjo.